Dober dan poslušalke, dober dan poslušalci. Z Zasavskega Hofa se danes oziramo proti večgeneracijskemu centru Zasavje. V nadaljevanju boste slišali, kaj vse so počeli v letošnjem letu in kaj pripravljajo za leto 2019. Z nami pa so Anja Lenart, Tina Krautberger in Petra Velej. Vsem trem prav lep pozdrav. Zdravo. Pozdravljeni. Večgeneracijski center Zasavje se je dodobra prijel med prebivalci Zasavja, pa vseeno nam lahko na kratko poveste, kaj projekt ponuja in kako je sestavljeno partnerstvo. Anja? VGC Zasavje je projekt, ki smo ga začeli izvajati v letu 2017. Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbranim ciljnim skupinam in pa na ta način prispevati recimo k dvigu kakovosti življenja, preprečevati zdrst v socialno izključenost ter revščino. Vsakodnevno se v okviru večgeneracijskega centra Zasavje na več lokacijah v Zasavju izvajajo brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti pa so zasnovane tako, da so čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja. V projektu sodelujemo 3 partnerji, Zasavska ljudska univerza kot koordinator, Mladinski center Zagorje ter Mladinski center Hrastnik. Petra, kako pa partnerji med seboj sodelujete? Skupaj izvajamo aktivnosti na več kot 15 lokacijah na področju celotnega Zasavja. Zagotavljamo najmanj 4 ure programa dnevno, poleg tega imamo na voljo prostore za neformalno druženje in informiranje. Partnerji se med seboj usklajujemo glede vsebin, izvajamo skupne akcije, izmenjujemo izkušnje, si nudimo medsebojno pomoč in podporo. Omenili ste prostore za neformalno druženje, kje so in kdo se vam lahko pridruži? Dnevni center, to je prijetni prostor, ki je namenjen neformalnemu druženju različnih generacij. Ponavadi se tu vedno kaj dogaja, tako da tukaj zagotovo srečate zanimive ljudi. Je pa v tem dnevnem centru ves čas prisoten tudi eden od strokovnih delavcev, ki ima recimo aktualno znanje, sveže informacije o dogajanju na projektu in jih tudi z veseljem predaja naprej, s tem, da informira posameznike o aktivnosti in pa tudi vliva moč in pogum za vključevanje v dejavnosti, ki so organizirane v okviru našega projekta. Oglasite se lahko torej na Zasavsko ljudsko univerzo, Grajska 2 v Zagorju. Ja, tudi v Zagorju Mladinski center posebej za otroke organizira dnevni center na Cesti Zmage 7, to je v stekleni sejni sobi na CSD Zagorje. Tam se dobivamo ob sredah in četrtkih popoldne, je pa res to prostor predvsem za otroke. Hrastničani pa nas lahko obiščejo vsak dan v dnevnem centru v okviru Mladinskega centra Hrastnik, ki je namenjen druženju, pogovorom in pa povezovanju. Poudarila bi tudi, da smo pridobili nekaj novih prostovoljcev, ki v večgeneracijskem centru redno sodelujejo, pomagajo, se izmenjujejo izkušnje, znanja, kar za mnoge pomeni tudi socialno aktivacijo. So aktivnosti brezplačne in če so, kdo jih financira? Ja, vse vsebine so za udeležence brezplačne. Program je financiran sredstvi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter sredstvi Evropske unije v okviru Evropskega socialnega sklada. Nekaj malega sredstev pa dodajo tudi občine. Še vedno poslušate oddajo Zasavskega Hofa. Večgeneracijski center Zasavje nekateri že dobro poznate, drugega boste mogoče malce bolje spoznali danes. Zdaj pa nas zanima, kaj vse ste pravzaprav naredili, storili, izvedli v letu 2018. Sploh ne vem, kje bi začela. Pri nas se je dogajalo ogromno stvari. Jezikovni tečaji, računalniški tečaji, športno-rekreacijske delavnice, ustvarjalne delavnice, kulinarične delavnice, potem delavnice za zdrav življenjski slog, pa delavnice o vzgoji za starše, kulturni dogodki, počitniške animacije, kinodnevi, skratka ogromno aktivnosti. Sodelovali smo tudi na nekaterih festivalih v lokalnem okolju, recimo Šport in špas v vrtcu Zagorje, Južna v Zagorju, Parada učenja v Trbovljah, Želotkov festival v Hrastniku. Z velikim veseljem smo polnili dvorane knjižnic in mladinskih centrov in pa s ponosom smo sodelovali z ambasadorji vseživljenjskega učenja, torej Denis Šketako, Jure Tori, Darja Smrkolj, Lojze Čop in Jasna Gabrič so postali naši častni sodelavci in zavezniki pri promociji znanja. Hrastničani so se lahko vsak ponedeljek udeležili delavnice Šivam kvačkam in pomagam, kjer so se obiskovalci lahko priučili ročnih spretnosti ali pa le dopolnili svoje znanje v prijetni družbi.
Ob torkih so se lahko srečevali na slikarskih delavnicah, velik odziv je doživel tudi tečaj plesno druženje. V začetku leta so se obiskovalci lahko učili korake standardnih plesov, sedaj v drugi polovici leta pa smo skupaj z Ireno Drač pripravili druženje ob ritmih modernih plesov. Delavnica je bila celo tako uspešna, da se je znotraj skupine sestavila tudi manjša zasedba, ki se sedaj z nastopi predstavlja na društvih in prireditvah. Izvedli smo tudi mesečne kulinarične delavnice in različne ustvarjalne delavnice. Dobro je bil obiskan tečaj samoobrambe v sodelovanju z društvom Partizan, ter ponovno so se obiskovalci lahko udeležili obnovitvenega tečaja angleškega jezika. Uspešno smo sodelovali z Sožitjem Hrastnik, za udeležence smo pripravili računalniški tečaj, za udeležence socialne aktivacije smo organizirali motivacijska predavanja in kreativne delavnice. Še vedno dobro sodelujemo z domom Tisjeve iz Litije, kjer uspešno izvajamo delavnice. Zelo aktivni pa smo tudi med poletnimi počitnicami, kjer izvajamo kreativne in športne aktivnosti za otroke. Ja, tudi v Mladinskem centru Zagorje nam ni bilo dolg čas. Udeleženci seveda najraje prihajajo na redne tedenske aktivnosti, ki jim poleg nekega novega znanja in spretnosti pomenijo tudi varno okolje za druženje in krepitev socialne mreže. Tukaj bi omenila vodeno vadbo Stanimo zdravi, telovadba za zlata leta, omčenti in kleklanje, ustvarjalna delavnica, ples za stres, English corner in še kakšna bi se našla. Zelo pomemben dogodek, pomemben tudi zato, ker pomeni povezovanje v lokalnem okolju našem, je tudi medgeneracijski festival Srečen zaživet, ki je letos potekal že 5. Pomembno pa je tudi omeniti kakšne enkratne dogodke. Zelo piskani sta bili predavanji o fibromialgiji in e-oskrbi, pa počitniške delavnice za otroke, predvsem Lego delavnica, slikanje na platno in lov na skriti zaklad, pa v zadnjih mesecih seveda izdelava naravnih mil in svečk iz čebeljega voska. Na terenu smo pa tudi zelo uspešni, sodelujemo z društvom Ozara in njihovo skupino za samopomoč v Litiji. V Trbovljah izvajamo aktivnost, ki je redna mesečna in se imenuje možganski trening. Z Mladinskim centrom Hrastnik pa kuhamo na aktivnosti Vegemalca. Anja Linart, Tina Krautberger in Petra Velej so danes z nami. Govorimo o večgeneracijskem centru Zasavje. Slišali ste, kaj vse so počeli v letu 2018. No, ne čisto vse, ker dejavnosti je res veliko. Zdaj pa nas seveda zanima, kaj pripravljajo v novem letu. Ponovno pripravljamo pester program za Hrastničane in Hrastničanke, lotili se bomo različnih kreativnih in tudi kulinaričnih delavnic. Glede na odziv obiskovalcev bomo še vedno nadaljevali s sodelovanjem s šiviljami in slikarkami, ob petkih bomo nadaljevali tudi s plesnim druženjem. Načrtujemo tečaj nemškega jezika, sodelovanje želimo okrepiti tudi s programom socialne aktivacije. Z januarjem se bomo redno enkrat tedensko srečevali tudi z upokojenci v Hrastniku na srečanjih Starejši za starejše. Na tem mestu seveda ne smemo pozabiti na naše najmlajše uporabnike, tudi zanje bomo ponovno med počitnicami pripravili pester program aktivnosti. V projekt se še vedno lahko vključujejo prostovoljci, s katerimi smo do sedaj že uspešno sodelovali in skupaj oblikovali in izpopolnjevali program. Torej vabimo vse občane Hrastnika in seveda Zasavja, da izkoristijo možnost in se v domačem okolju pridružijo prijetni ekipi ter brezplačno pridobivajo znanja, koristno preživijo prosti čas in sklenejo nova poznanstva ter nas obiščejo v večgeneracijskem centru Zasavje. Tina, kako bo v Zagorju? Ja, Mladinski center Zagorje bo še naprej ponujal raznolike aktivnosti. Seveda nadaljujemo z rednimi tedenskimi aktivnostmi, kot so telovadba za zlata leta, kleklanje, ustvarjalna delavnica, ples za stres, tečaj nemškega jezika, vodena vadba Ostanimo zdravi, tudi z omčentingom, z različnimi aktivnostmi za otroke in mlade. Dodali pa bomo še tečaj računalništva, ki bo tokrat v popoldanskih urah, delavnice masaže za samopomoč, različne delavnice za zdravo življenje, predvsem na temo demence, tečaj slikanja in, če se uspemo dogovoriti, tudi težko pričakovani tečaj šivanja. Prav tako bomo ponovno organizirali usposabljanje za naše prostovoljce, nadaljujemo pa tudi s pestrim programom v dnevnem centru za otroke. Anja, kaj pa pripravlja ZLU? Tudi na Zasavski ljudski univerzi nadaljujemo s pestrim programom. Takoj v januarju začenjamo z jezikovnimi tečaji, se pravi nadaljevalni tečaj angleščine, začetni in nadaljevalni tečaj nemščine, nadaljevalni tečaj kitajščine, nadaljujemo s slikarskimi delavnicami slikanje za dušo, tečaj pametnih telefonov, športna rekreacija za zdravje, srečanja medgeneracijskih skupin, izvedli pa bomo tudi sklop delavnic, kar
karierne orientacije, ki smo ga poimenovali hitro in učinkovito do dela. Potem bomo nadaljevali tudi z jutranjo jogo, v spomladanskih mesecih pa bomo predvidoma izvedli tudi tečaj refleksne masaže stopal. Za vse informacije in pa prijave na aktivnosti smo vam na voljo na telefonski številki 03 56 55 131 ali 068 613 954 ali preko elektronske pošte info@vgc-zasavje.si. Lahko pa se seveda oglasite v naš dnevni center, spijete kavico, čaj. Ja, kaj pa predavanja? Bo kaj v letu 2019? Ja, pri nas v Mladinskem centru Zagorje bomo seveda poskusili čim večkrat organizirati predavanja na temo zdravega načina življenja, saj so res zelo obiskana. S tovrstnimi predavanji bomo nadaljevali v letu 2019, začeli pa bomo z demenco, predvidoma že februarja. Anja? Začnemo 29. januarja v knjižnici Zagorje, gostimo predavateljico Majo Klemen Cokan. Predavanje z naslovom Bodimo zahteven kupec in odgovoren pridelovalec. Potem 19. februarja zopet vabimo v knjižnico Zagorje, kjer gostimo Damjano Bakarič s psihološkim večerom. 28. februarja tudi prav tako knjižnica Zagorje Bojan Rus, Poceni potepanje baltske države in Finska. Nadaljujemo v Trbovljah. 13. marca v knjižnici Trbovlje gostimo gospoda Marka Juhanta, naslov predavanja Zakaj je razvajenost problem. In pa 21. marca v Mladinskem centru Trbovlje gostimo gospoda Bogdana Polajnarja, predavanje pa smo naslovili Otroku koristni in škodljivi vzgojni stili. Informacije, čisto na kratko recimo, kje jih je najbolje poiskati? Vse omenjene dogodke lahko najdete v zloženkah večgeneracijskega centra in tudi na spletni strani mladinskih centrov Zasavske ljudske univerze. Seveda pa vsak mesec ponujamo tudi druge dejavnosti in aktivnosti, več pa najdete na našem Facebook profilu ali pa spletni strani. Tina? Kot je že omenila Petra, v naši mesečni zloženki na spletu, lahko pa nas pokličete na telefonsko številko 040 457 079 ali nam pišete na naša elektronska naslova vgc-zasavje@mczos.si in medgeneracijsko.središče@gmail.com. Anja, kako pa za ZLU? Dosegljivi smo na telefonski številki 03 56 55 131, 068 613 954 ali po elektronskem naslovu info@vgc-zasavje.si, na spletu ali pa če se oglasijo k nam. Leto se izteka. Kaj boste povedali ob koncu leta? Ja, jaz bi rekla samo, znanje je zaklad, ki je večen. Naj bo leto 2019 polno zakladov. Ja, jaz se bom kar navezala na Anjo. Vsem poslušalcem želim, da se v novem letu še bolj približate temu, kar ste, mogoče tudi s pomočjo teh naših zakladov. Jaz bi pa zaključila srečno vsem. Tako, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji Zasavskega Hofa. Z nami so bile Anja Lenart, Tina Krautberger in Petra Velej.